Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Dobrodošli v kraljestvu domišljije, podcastu Lutkovnega gledališča Ljubljana. Čeprav imajo po naši zaslugi veliko zdravih mladih pujskov, da imajo vse življenje zaprte, lahko bi nam dali več svobode. Dobrodošli, spoštovano občestvo. Mojster igre z masko, apostol čarobne norosti, ki v skrivnostni gibljivi snovi sliši življenje. Lutka je zrcalo človeške duše, zašelesti, je telo, ki razkrije tisto, česar človek ne zmore izreči. Tanka so njegova notranja ušesa in pristno razprta je njegova sredica, da usliši les, blago, svetlobo, dih in istke v nežno prisotnost. Lutka ne oponaša obstoja, lutka ga razodeva, sporoči vselej spet. Z nami je Brane Vižintin, lutkar, igralec, animator, režiser, pedagog. Že četrt stoletja Brane si eden nosilcev repertoarja Lutkovnega gledališča Ljubljana, zatorej smemo pred teboj slavnostno razviti purpurno preprogo, naj počijo možnari, velemojster Lutkovne umetnosti. Brane Vižintin, prisrčno dobrodošel, prav res. Pozdravljen. Bil si osnovnošolec pri rosnih 10 pomladih, ko si se srečal z marionetnim gledališčem. Zaupal si, da te je stik preplavil. Ja, na našo osnovno šolo je prišel gospod Marjan Bajc, sicer lutkarstvo nepoznan človek. In kasneje sem izvedel, da je imel neke sokolske lutke. Skratka, prišel je na našo šolo in vodil lutkovni krožek. In to so bile marionete. On je bil zelo pedanten človek. Delal je v Iskri, v kleti kot arhivar. Imel je vse natančno izpisano z neko starinskimi črkami, blazno pedanten. Čudaški z brado, je bil kot en tak suhljati dedek Mraz in nas je učil marionete. In mislim, da sem jaz edini, ki sem ustal, vsi so obupali, ker je imel tak pedagoški pristop, zelo profesionalni, je kar vpil nate, je kar, da kako mora lutka hoditi, kako je treba držati, kako je treba in tako naprej. Velikrat sem imel ta cmok v grlu. In imel je marionetni oder, kjer je bil napis marionete, kjer se je vse svetilo in so bile vse drobnarije so bile izdelane. Torej grmovja, stoli, recimo Janko in Metka, v detajle in z malimi žarnicami. In ti si sam premikal svetlobo zadaj, menjal scene, vse si delal sam. In ta čarobnost in kako je on imitiral hojo marionete in takrat sem videl, koliko je treba tudi delati, pa vaditi in tako naprej, me je v bistvu blazno prevzela ta čarobnost. Tako da jaz sem začel z marionetami in sem kasneje s tem gospodom Marjanom Bajcem v Iskri igral skoraj vsako novo leto, tudi z večjimi lutkami, s velikimi marionetami. No, ko sem prišel pa iz vojske, sem pa zvedel, da je umrl. In ko sem se poskušal pozanimati, kdo je ta Marjan Bajc, v končni fazi ga nihče ni poznal z lutkarstva. Torej, neke anonimnosti je prišel ta beli škrat in tako tudi šel. Tako da sklepam, da so bile to neke lutke sokolske, ampak to je en tak, ne vem, skrivnostno, no. Včasih sem imel občutek, če sem se pogovarjal s kom, da sem si izmislil tega človeka. Je pa v osnovni šoli istočasno smo imeli tudi radovednega Slončka, kjer je učiteljica za angleščino imela lutkovni krožek in je za to predstavo, ker je nas imel podaljšano bivanje takrat Vlado Kreslin, je napisal glasbo
za to prvo predstavo. Tako da lahko rečem, moja prva predstava po 10 letih je glasbo že pisal Vlado Kreslin. No, okay. Ja, no, tako se potem razvili naprej. To, ki je bilo v osnovni šoli. Tako da v bistvu od 10. leta nekako bolj ali manj nastopam. Ja, pod napetim zvezdnim obokom. To je že moč razumeti. Nenazadnje srednješolski profesor likovne vzgoje je v tebi prepoznal nepreklicnega lutkarja. Ja, to je bil pa Slavko Hočevar, zato sem posvetil tudi to, rekel, obnovitev in režijsko spremembo Male čarovnice. Sem nekako posvetil njemu, ker je on likovnik te predstave. Tako da vse, kar sem dodal v tej predstavi, sem prosil v delavnici, da naredijo v likovnosti Slavka Hočevarja, torej vsako smrekico, vsako luno, vsako stvar, da je nekako v njegovem duhu, ker original tega ni bilo zraven. Ta potovanje Male čarovnice sem jaz dodal z raznimi rekviziti in ozadji. Slavko Hočevar Zavrženo knjigo z Vročimi lutkami smo igrali in smo doživeli en uspeh, da smo na slovenskem srečanju lutkarjev takrat dobili glavno nagrado, tako da še danes na srednji šoli visi una diploma. On je hodil po razredu, on je tako šepal, pa je rekel, kar naenkrat nekaj smo risali, pa je rekel, ti boš lutkar. Pa sem si mislil, kaj govorijo, kakšen lutkar. Vse viden, gospod. Ja. In kako ganljiv poklon. V 90. letih minulega stoletja si Brane sopostavil 3 čisto samosvoja, neinstitucionalna poklicna lutkovna gledališča in z neugnano drznimi tovariši, med njimi Janom Zakonškom, Silvanom Omerzujem, Edijem Majaronom, očaroval z virtuozno animacijo, avtorsko avtonomijo in nenazadnje uprizoritveno inventivnostjo par excellence. Tako ste na kamnito gostijo povabili simpatičnega razuzdanca, v Chicago pa odpotovali s škandalozno, fantastično, groteskno igro za odrasle s kraljem Ubojem. Ja, jaz bi dodal še kar 2 gledališči zraven. Eno je Grupa Ultra iz Kranja, mislim, da je to nekako bila prva, kjer smo poklicni lutkarji sodelovali v nekem alternativnem studiu, Grupa Ultra, kjer smo imeli tudi uspešne predstave in seveda otroške predstave Zoom gledališče, kjer pa smo po moje tudi šli vsako vas z eno predstavo Kam pa kam kozlek, je bila velika uspešnica, in kasneje Preventiva 9 in 2, ki se je razvilo kasneje v 113, Policija za otroke, kjer je napisala Svetlana Makarovič tekst, in mislim, da ni kraja v Sloveniji, kjer ne bi gostoval. Kar se tiče Slovenije in pa kar se tiče sveta, pa ravno tako je bilo tega potovanja precej. Tudi s Fraje teatrom, s Trnulčico, ki je bila zelo uspešna, mislim, da smo od Južne Koreje do vseh evropskih festivalih. Smo imeli v Franciji premiero, ki je bila zelo uspešna. No, to bom povedal eno zanimivost. Na premieri je bil aplavz, ki je trajal po moje 15 minut, kaj tazga še nisem doživel, ljudje so jokali. Vem, da je bila čarobna ta Trnulčica s temi tili, Anja Dolenc je izdelala. Torej, čisto po Čajkovskem je bila cela predstava, kostumi so bili v detajle narejeni, stili, zelo lepo. Ampak to vseeno 15 minut, ampak so vsi mislili, da smo direkt iz jarkov, vojaških jarkov, ker je bila takrat vojna in so mislili, da smo bili mi v vojni in mi smo tako čarobno Trnulčico naredili. No, nočem reči, da predstava je bila odlična kljub temu, ampak dodano je pa bilo to, v bistvu, ta miselnost, kako smo mi to sred vojne naredili. Tako da je bilo to nekaj gledališč. Kon teater je tudi nagrade pobiral pa na PIF-u in tako naprej. To šlo že toliko daleč, da včasih v Zagrebu
Saj vem, za 2 grupi so odpovedali sodelovanje, ker so vedeli, da bomo mi prišli, ker je bilo že kar avtomatsko, da dobimo kakšne glavne nagrade, da se ne more en drug potegovati. Zelo veliko smo potovali, torej z vsemi gledališči. Mali ojoj. Mali ojoj, nič se ne boj. Omenil Svetlano Makarovič, ki te najgloblje ceni, pa Kakao s smetano. To je bila kar postavitev, ki je veljala za vašo postrojbo. Ta predstava, mislim, da so še danes medvedki v policaja oblečeni, v policista oblečeni kot preventiva, če o tem govoriva. Ne? O tem govoriva. In ta preventivna predstava je bila res, povsod smo bili, ne rečem. Zraven so potem seveda otroci si ogledali še policijske motorje, spraševali policiste in tako naprej. So bili tudi oni zraven in z nami in tako naprej. To je bila taka zelo lepa akcija, ki je doživela, mislim, da na koncu skoraj 500 ponovitev. Polno potovanja, kaj ne rečem. Z enimi predstavami večerni, nočni program za odrasle, kot je Napravite mi krsto zanj ali pa Grupa Ultra in pa po drugi strani pa otroške predstave, ki so bili vsaj 2-3 veliki hiti. In ker sem v njih igral in nastopil veliko, sem si lahko privoščil, da sem malo alternativne predstave, kjer si ponovadi bil vedno v minusu, sem si lahko kot freelancer seveda privoščil. Apropos, omenil si uprizoritev Napravite mi krsto zanj. Z Boštjanom Severjem sta v tej uprizoritvi dala besedo burkaški ročni lutki in tako je farsa o krsti lahko zadihala s polnimi pljuči. Animacija, pevske točke, vse je prekipevalo in mnogo pozneje ste osveženo uprizoritev povabili znova na oder. Bilo je leta 2019. Celo če kradeš in moriš in imaš se za barabo, pride en dan, ko ugotoviš, da smrt je tik pred tabo. Me prešine, kdo bi porekel, da je lutka le prazna lupina, naloga lutkarja pa, da vdahne življenje vanjo. In kdo bi bržkone še dodal, da če je lutkarjev namen čist, teda je duša lutke čista. Je koncem dni, mojster Brane, resnica tako preprosta? Ni tako preprosta. Bom pa povedal samo en primer, sem videl v Tolosi je lutkovni muzej, kjer je zanimivo, sta 2 identični lutki. Ena je odložena na streho, ki jo lahko vidiš skozi steklo, druga pa leži pred tabo na klopi. Zdaj, a je to zdaj lutka ali ni lutka, ali je kup materijala. Zdaj, razlika je taka, da una gnije dobesedno na strehi in razpada in ratuje kup nekih cun materijala. Ta je pa lepa urejena, ker je na suhem. Zdaj, kakšna je razlika med njima? Ako lutkar se približa, oživi, je še lutka ali ni? Oziroma, če bi oživel lutko, ki je samo še kepa materijala na strehi, a bi lahko oživel tisto, oziroma a bi bila likovno nekaj drugega, ne več ista likovna podoba, verjetno. Ne? In v bistvu to razmišljanje je postavljeno na nekih tablah in potem lahko razmišljaš o tem, kaj bi bilo, če bo. A je to kup materijala ali ni? Nekaj, ki ima likovno podobo. Jaz pravim vedno, da je lutka je torej likovno in tehnološko obdelan material. To je vse. Torej, če imaš ti kepo papirja, imaš kepo papirja, ni nič. Kakor pa narediš neke nogice ali pa nekaj, pa že ratuje goska, ne vem kaj. Potem daš pa še na palčko, še tehnološko in imaš lutko. To je lutka v osnovi. Drugače pa mene blazno zanima oživljanje materijala v osnovi.
to in tudi pihni to dušo noter in mogoče karakter, življenje v nek material. In to je velika prednost, ne, tako kot ste rekli, masko. To so maske, mi se igramo z maskami, maska je na prstu, maska je na nitki, maska je na palci, vedno se igramo z maskami in ko imaš ti nek material v roki, recimo jaz osebno, tako kot vsak ima neko svojo likovnost, ki jo ima, to je zelo velika prednost, da si lahko igram živali, lahko igram ženske, moške like, lahko igram kje poželeja, oživljam mah. Kakšna prednost je, da igraš in življenje vdihneš mahu ali čemu drugemu. To je meni velika prednost, velika čarobnost, ki se ne morem naveličati. Bi prikimal tezi, da je lutkovno gledališče na toliko načinov skrito gledališče, ker lutka po naravi vselej nekaj skriva. Torej, skrivnost ali skrivnostnost je njeno bistvo, neredko naprimer skriva roko, ki jo usmerja, glas, s katerim spregovarja, človeka, ki se v njej tako rekoče razblini, ne nujno vselej sicer. Meni je predvsem fascinantno, kakšno moč ima lutka. Kako so ljudje lahko odkriti do lutke, ker do človeka ne morejo biti. Če se samo dotaknem recimo ene terapij lutkovnih, da vsakič, ko je bil nek problem, ga je lutka res lahko rešila. Mogoče nekaj, kar psihiater ni mogel, je otrok ali kdo zaupal lutki. Enako velja za odrasle. Veliko sem nastopal z nekimi v nekih delavnicah, kjer so bile zelo taka, bom rekel, neprijetna vprašanja, ki jih lahko nekdo postavi drugemu. Ne vem, a si srečen, kako bi odpustil nekoga, če bi bil šef firme in tako naprej. To je bila neka delavnica. Ko je to lutka vprašala, je vsak povedal vse, iskreno, lutki. Izredno moč ima lutka, moram reči, da ne vem, zakaj je tako zaupanja vredna. Ne glede na to, ali ne vem, ljudje pozabijo, da je zadnji nek človek, ki drži to lutko. Tako da to me je vedno fasciniralo, kadarkoli sem z lutko prišel gor, pa je bila debata, recimo s publiko, da je bilo vedno to tako iskreno, direktno, z nasmehom, s humorjem nazaj odgovarjati lutki in tako naprej. Popolnoma drugačen dialog, kot če bi jaz sam kot človek prišel, ki je pa vprašal človeka. Seveda drugačen, že itak, ampak lutka ima neko moč, ki jaz včasih ne razumem. Pri otrokih tudi, ne, smo imeli, bom povedal samo en primer, nekdo je skrival copatja po zavodu in so bili otroci brez copat. In sem z eno lutko prišel, tam so bili navajeni, da igram lutkovne predstave vsak teden in je lutka nekaj, pa copati gor, Muca Copatarica je prišla gor, pa nekaj pametovala, ždevala in kar nekaj je prišla ena do odra, pa je rekla, boš ti že videla Muca Copatarica, pa je šla besno ven. Pri njej so najdli 70 parov. Ampak ni minilo 5 minut, kar sem začel to predstavo. To je, ne vem, ne znam opisati. A prej so imeli pogovore vse okrog tega, zginjanja copat, pa vse. No pa tudi druge teme, tudi težje teme. Počasi sem prišel že v take vode, ki so bile že malo temne in jaz tega nisem počel brez spremstva psihologinje, ki mi je dajala znake, kam ne grem naprej ali ne se ustavim in tako naprej. Absolutno, ker to ni moje področje, ker s tem lahko tudi narediš škodo, če ne veš prav dobro, kakšne travme so in kako jih zdraviti zadaj. Zato, ker vseeno otrok zaupa lutki. In če bi lutka kaj neprimerno, recimo mojega neznanja, rekla nazaj, bi znalo to biti bolj v škodo, kot pa korist. Treba resno imati te stvari z lutko in terapijo. Lutka torej kot misterij, kot človekova senca, njegov odmev in še
Ja. Toliko tega, da tudi zatočišče duše, redka tankoslušnost tvoja, sočutna nrav, sta te izklesali v prvovrstnega pedagoga. Nastopil si vlogo stalnega gostujočega predavatelja na vrsti lutkovnih akademij, nekaj let si redno predaval animacijo na Umetniški akademiji v Osijeku, pa pozneje prevzel profesuro na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Brane pedagog. Ja. Kakšno potovanje je pa to? To pa je tudi bilo potovanje. Na prvo potovanje me je poklical Edio Majron v Osijek. In priznam, prvo noč sem pisal en velik blok, kaj bom vse povedal in kaj bom pokazal. In naslednji dan vse, kar sem napisal, sem porabil do prve pavze. To je bilo, no. Kasneje, čez kakšno leto, pa tako je pa vedno mi zmanjkalo ur. Ja, pripisujem mi kar, da imam to pedagoško žilico, da znam posredovati to znanje animacije, in mislim, da bo nekaj na tem, glede na to, da je 5 mojih kolegov in kolegic so moji študenti, ki so zdaj zaposleni tle. To pomeni, da nekaj pa delam dobro, ki so prišli tu v Zagreb. Zelo podobno pa je tudi v Osijeku, je kar nekaj mojih študentov se in aktivno ukvarja in zelo dobro dela na Hrvaškem. V končni fazi pa tudi je bilo veliko sodelovanja z režiserji in je še vedno učenje animacije po različnih projektih in že davno pri mojih kolegih smo se tudi en drugega učili že pred 20 leti, tako da. Nesrečo slutim, blizu je. Kar vidim jo, kako se plasi proti nam in pričenja svoj žalostni pohod. Tvoja natančno urezana umetniška koža se je kar nekajkrat oblekla v Shakespeareov navdih Hamlet vihar, Romeo in Julija, Beneški trgovec, zares izvrstno most med klasično dramo in materialno poetiko, lutke je tako brž napet. Vse, kar je narobe, sem jaz kriv, ampak jaz samo počnem posel, tako kot se to dela. Pa ne nehajo uporabljati denar, če znajo. Shakespearjeve drame na svoj način vzpostavljajo lutkovni princip in recimo in metafizično dramaturgijo. Igralci igrajo igralce, svet je oder, človek le figura, ki jo usmerjajo strasti, usoda, oblast, ljubezen. Preblisne me, lutka nikoli ni povsem svobodna, pa vendar v dani omejitvi zmore poiskati neogiban izraz svobode. Ali se motim? Se ti kdaj poraja to vprašanje? Koliko svobode je v lutki? Ja, res je, včasih sem zelo presenečen, ker če se lutki prepustim, recimo, da je nimam v kontroli na nek način, grem kar malo čez, ker lutka dela stvari, ki seveda se zavedam, da je to jasno, moja podzavest. To pomeni, da sem sprostil zavore v možganih in v tem, kar držim zavajati. Kadar jo spustim izvajati, včasih dela stvari in tudi reče stvari v neki improvizaciji, zdaj govorim, ne v neki naštudiranem liku. Stvari, ki so zelo presenetljive, se jih včasih tudi kar sam malo ustrašam. Tako da je treba vedno nekako bremzati lutko, ampak če pa treba, jo pa kdaj spustiš. Vedno tako, če imam recimo lutko v roki, no to pa odnos recimo igralec lutka, pa naredim, da me lutka vpraša, kako se imaš danes, ne. Seveda, to je pogovor sam s sabo, to je dejstvo, ne.
Sam je pa vse, ki me ljudka vprašajo, gledam v oči in poskušam odgovarjati. To je zanimivo, no? Zdaj bomo že malo zvenelo, da je to že malo terapevtsko sredstvo. Pa se je na Ampak toliko načinov. ja, je, ne, zanimivo. Včasih sem gledal posnetek samega sebe, pa sem dal na slow motion, ne, ko se reče, da sem videl, kaj delam noter z ljudko, da bi lahko tudi nekako potem v ta svoj pedagoški proces ustavil, na kakšen način lahko neke tehnične vaje spostavim. Kar se pa tiče tega, ne, da pikneš dušo v ljudko, sem probal večkrat, da sem imel ljudko na roki in sem doma kuhal kavo z ljudko, pa mi je ta ljudka mačka pomagala, se pogovarjala z mano in tako naprej. Tako da spravim vedno, če že to človek dela, boš da z ljudko v roki dela, kada se pogovarja sam s sabo šizofreno, ker v bistvu je na nek način, ne, jasno, da se pogovarjaš z nekim likom. Drugače pa vedno to, ti lahko tehnično ene stvari, kot verjetno pri vsakem umetniškem poklicu, verjetno, do neke meje tehnično narediš, se naučiš, da je tisto, kar pa da neko, pihneš to dušo v ljudko, da zaživi, da ima en tak touch, magic touch, ne. Tis pa imaš vse, pa nimaš, no, to pa enostavno se tle pol neha učenje, ne. Pa ta inovativnost, ki jo ima kdo vse in ki jo ima kdo čarobnost, je pa res odvisna od posameznika. Kako pa si doživljal ta material? Ja, zelo zanimivo je bilo Hamlet, ko smo Hamleta delali, je bil Igor Samobor, je bil Hamlet, jaz sem bil Klavdij in sem imela veliko dialoga in jaz sem njega učil marionete in sem spoznaval, na kakšen način se en tak vrhunski igralec bori na nek način, seveda, ker sem ga videl, da bi večkrat šel na oder pa povedal in se bori, mora s temi nitkami prenos narediti v svoj lik. In so bile te animacijske vaje, včasih je buhtel, pa je mogli priti do ljudke dol po nitkah, in tudi je, ne, in tudi je, tako da to, mislim, je uspelo, ampak zanimivo mi je bilo to, kakšna je bila to na nek način želja in borba, ker marioneta je edina tehnika, kjer je od igralca najdlje. Jaz imam recimo najraje, ne glede na to, kakšne izkušnje imam z marionetami, imam najraje ljudko, ki držim v rokah, ker lahko animiram in delam z njo, ta je pa stran od mene in sem odvisen od tega, kako je narejena. In seveda ljudka že sama po sebi marioneta kliče po manipulatorstvu. Torej, hočeš nočeš, je to neka manipulacija. Videl si nitke, veš, da nekdo animira in že sama marioneta je prispodoba za nekoga, ki vodi, nekoga, ki je voden, vse povsod, tudi politiki, če hočete. Ampak je, to je ljudka, ki je najdlje stran od tebe, zato imam jaz raj ljudko, ki je v mojih rokah ali na meni, maska, karkoli. No, pri ostalih Shakespearjevih, recimo, Vihar, dva viharja smo delali, en je bil brez besed, ta je bil tudi blazno zanimiv, v ljudkovnem. Kaj pa vem? Vem, da ljudka ne prenese veliko besedila, tako da je bilo včasih je bila pa ta borba z besedilom in s temi verzi v kombinaciji z ljudkami kar težka. Čeprav pri mimičnih ljudkah, če sem imel mimične ljudke, ne, če je mimika, če ima usta, potem tudi govori. Ampak vseeno hitro pri ljudki ta likovnost na nek način izveni to besedilo, lahko postane monotono, ne glede na tvojo interpretacijo. Dejstvo je, da besedilo govoriš pod masko. Če ne more govoriti, jo hočem videti. Ne bo naga ali oblečena. Saj vem, da jo dostikrat videti hočeš, ali da meni tako malo zaupaš, to je grdo. Jaz
bom tvojo skrivno nežo spravil na dan, da bi ne vem, kje je bila. Samo po sekino skočil. Ampak, da bo vse ostalo kot je, bo šla z mano. Ja, kaj ti vendar za ene traparije počenjaš? Za lutkarje je bil nekako blizu Shakespeare. Zato, ker so lutkarji tudi v 16. stoletju, v 17. hodili okrog, zato, da so ceneji prišli skozi, so uporabljali lutke, marionete, tako da so tudi celega Hamleta odigrali 3-4 ljudje, so odigrali celega Hamleta, tudi zaradi honorarja, med drugič. Hamlet je bil še posebej aktualen v njih časih. In zdaj ti, Hamlet, moj nečak in sin. Nasnesli so, da v spanju me na vrtu je pičil gad. Tako lažniva vest o moji smrti podlo varala je dansko uto. A vidiš, lahni sin. Sijajno poslovenjena in teatralizirana Rozmanova dramatizacija Orwellove Živalske farme je zadela v sredino tarče. Kritika se je strinjala, da ste razigrano in ubrano, kako pak mojstrsko nastavili zrcalo in ne nazadnje, že v tretje sta se Bičanju valov morja nastavila z režiserjem Vitom Tauferjem. Globoko se priklonim tvoji magiji, tvojemu ultimativnemu mojstrstvu. Tovarišice in tovariši, imam podatke, da se kepca zateku k sosednjemu kmetu Dolinšku, ki že dolgo načrtuje napad na našo kmetijo. S tem je sestanka konc! V Živalski farmi je bilo zanimivo to, da ko smo igrali v Franciji, so bili eni mojstri, ki jih poznam, ameriški. Mislim, da so bili Brecem Papec, kaj so bili, in so rekli, to je fenomenalno. In sem ga vprašal, ja, ampak se v glavnem govorimo, ne? Z lutkami. Rekel je, kaj pa če, Živalska farma? Kako bi bilo bizarno, če bi bil na sceni človek, ki bi govoril, da je žival, ki se dela, da je človek in tako naprej. Ne? To je res zanimiv. V Živalski farmi se je zgodil, pa to povem kot en štos, imel sem monolog na začetku s tem glavnim prascem. In na sceni je bilo korito z vodo, napolnjeno z vodo. Jaz sem imel tako suha usta in sem šel s tem prascem sred monologa do onega korita in sem pil vodo in sem se odžejal in sem lahko naprej govoril. In šele potem so mi rekli kolegi po predstavi, ti veš, da si šel vodo piti in da si se odžejal. No, to mi je bilo tako neverjetno, da ta prenos lutke in igralca, ne, to, kar ste rekli prej, ki je, kdaj popustiš, pa kdaj ne. Kako sem se prepričal v tisti moment, oziroma je bil tisti lik, tista maska na meni se je odžejala in sem mirno lahko govoril naprej. V monolog, to je bilo neverjetno, recimo. Drugač pa ja, delo z Vitom Tauferjem je bilo nekdaj všeč, karkoli sem delal z njim. Tudi Matiček se ženi je bila zelo velika uspešnica. Takrat je, mislim, da se je prvič zares takimi lutkami soočil Vito. In je bilo zelo zabavno to, da je, ko se je nehal z nami pogovarjati, ampak se je pogovarjal in režiral samo še z lutkami. Ker jih je seveda imel na sceni, so bile roče lutke in je sam rekel, Žižek, a greš kaj, prosim. Matiček, a me poslušaš, ne? Obrni se, ja, a me gledaš, ja, poslušaj, pejtke, pa reč, da se je pogovarjal z lutkami in je režiral lutke, kar je seveda edino pravilno jih je postavil kam kaj. Pa da. Ja, tako da to zelo velikrat je bilo to v času Barbare King Samovar, ki je bila tu umetniška, je pa bila razne gledališke režiserje, ki so se zelo veliko naučili od nas tukaj in so vsi pravijo, da so lahko lažje na drugačen način delali v drugih inštitucijah in druge predstave, kjer so malo bolj široko gledali na teater.
Torej, vedeli so, kaj je lutkovnost, kaj je lutka, kaj so to dublete, kako se lahko nekaj rešuje s sencami, nekaj se lahko rešuje z malimi figurcami, z velikimi figurcami in tako naprej. Lutkovni način razmišljanja jim je blazno pomagal in jim pomaga še danes pri raznih predstavah. Vsaj kolikor vidim. Sem prepričana. K zlatim epoletam sodijo tudi tvoji režijski meti. Dirigiral si Ostržku, Vili Malini, Sapramiški, Sovici, Oki, Žogici, Marogici, pa Mali čarovnici. Prav pred kratkim. Prej si omenil asistence režiserjem, ki takisto niso od muh. Kako naravno je biti na oni strani? Na oni strani, kar se tiče asistence, bom dotaknil, mi je zelo težko. Rad pomagam seveda v animaciji, kaj bi naredil in tako naprej, ampak mi prime, da bi skočil na oder in z njimi zaigral in je pri meni se vedno obuja neko ljubosumje, kako oni izvajajo nekaj, kar bi tudi jaz bil del tega, pa potem imajo premiero, jaz ploskam. Oni čestitam, darilca nosim in tako naprej. Ja, to je nekaj v tebi, ki si navajen nastopati, da si na drugi strani. Kar se pa režije tiče, imam pa ponovadi res v glavi izdelano, tudi animacija in vse. A vedno nekako poskušam te vaje voditi na nek sproščen, če malo duhovit način. Ne delam nikoli pritiska. Je bilo pa zelo težko na nek način obnavljati take legendarne predstave, predvsem, ker si na očeh tudi starejših kolegov, tudi tistih, ki so to delali, kdaj, ki so igrali že pred desetletji in tako naprej. Zdaj, ali boš obnovil na pravi način ali ne, ampak do zdaj je bilo zaenkrat, da potrkam, vse uspešno. Pa zelo rad sem obnavljal tudi Sapramiško, na to, da sem poznal Naceta Simončiča in sem z veseljem tudi Žogico, v končni fazi mi je on predal tudi Piščalko, ki je bil že precej bolan, sem prevzel njegovega kužka Postručka. Mislim, da večje treme nisem imel v življenju, ko sem govoril kužka Postručka in je bil Nace Simončič v dvorani v prvi vrsti na vaji. Jaz sem mislil, da me bo pobral res njegov legendarnega kužka. Si zdaj zadovoljen. Mislim, dovoljen, sem je prosil, ni, ampak vsem. Tako da sem malo njegove štime vzel, nisem ga hotel ponašati. Tako je bilo zelo. No, potem sem pa seveda obnovil to predstavo, zdaj ne igram v tej predstavi. Je pa sprememba taka, da se tudi dedek, babica in ti se vračajo nazaj in res dajo v kužku klobaso. Res. Hotel sem to upozoriti, da to pač nikoli ni bilo, vedno so samo povedali, sama pripovedovalka je povedala, kaj se je zgodilo. No, zdaj pa to vračanje bilo. Je zdaj uprizorjeno, no. Jaz ga imam bolj rad. Pa kaj še? Jaz ga imam še raši. Moje. 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 S predstavo Ti loviš, z režijsko dovršenostjo še enega velikana, Silvana Omerzuja, ob boku Martine Mavrič-Lazar, postavite čisto leseno pravljico, obredno gledališče, moramo reči. Hkrati je to predstava iz kovčka, ki so jo doletele mnogoštevilne lovorike za animacijo, igro, režijo. In zdaj pomislim, tehnika je tehnika in z Martino sta neprekosljiva. Predstava Ti loviš, to tako bleščeče podčrta. Res je, v tej predstavi si v bistvu razgaljen. Torej ima vsak svojo lutko, ki je lesena, nepobarvana, vse, kar ima čeveljce. Tudi oči niso pobarvane, nič, les izrezan. To je to. So namizne lutke, ki se premikajo
zelo dobro se premikajo, so kot marionete, ki niso navezane. To pomeni, če slabo držiš, lutka že malo ti klecne, kar ni v redu. Na nihaj hoje in tako naprej. Torej je v bistvu zelo zahtevna animacija, mogoče se to ne vidi na prvi pogled, ampak mislim, da z Martino sva to kar usvojila, to animacijo. Jaz sem nekako v tej predstavi najbolj ponosen na tole častno nagrado, ki sva jo dobila na festivalu Matržinka za animacijo izključno. Tako da, ja, to je ena taka predstava, ki ne dopušča nobenega skrivanja za nečem, za paravanom in ne prenese nobenega neznanja in nobenega blefiranja, ampak si tukaj s tem lesom in zdaj ni vrnitve nazaj. Pokaži, kaj znaš. Spomnila sem se na predstavo Nasvidenje, kjer se izkažeš v izrazito poetični legi. Ja, Nasvidenje, to je ena predstava, da je ta morski prašiček, ki mi umira, poskušam na duhovit način seveda pokazati njegovo življenje z njegovimi otroki in tako naprej, s potovanji. Ampak največja vrednost te predstave se mi zdi, ko je konec, vedno je nekdo jokal v dvorani, tam na Židovski ulici, in da je bil vedno potreben pogovor. Sem videl, da na koncu predstave je vedno bilo fino, da sem povabil otroke in starše k svoji mizi, kjer so potem sprobavali lutke in tako naprej. In potem je bilo veliko vprašanj. In so mi povedale mamice, očki, kako so se potem pogovarjali. A je to tako, kot je naša babi umrla ali pa naša prababi? A to je isto tako, a gre isto na luno, a gre isto in tako naprej. In v veliko govora, seveda, ker je to tema smrta, veliko ljudi podoživlja potem neke smrti, ampak so pa otroci začeli spraševati starše po predstavi. In se mi zdi, da je bilo prav fino, da so ti otroci in starši, da so se nekako sprostili oziroma dali tisto iz sebe, ko so prišli pa probali to lutko, pa probali ta prostor, kjer je umrl pa in tako naprej. Potem so se že malo igrali. To je zanimivo. No. Tako da sem potem v tej predstavi kar pustil to, sem ohranil, absolutno mi je bilo nujno ohraniti to, da so lahko otroci prišli in starši in vse pretipali in sprobali in magnete in tako da je bilo super. Smrt je v etru življenja, drugače ne gre in življenje ima zelo pomembne poudarke tudi v skorajšnji premieri lutkovne predstave Mini Zavor in Dino. Z režijskim krmilom je Jaka Ivanc, besedilo je skoval Jure Karas. Če zjutraj nisi več zaspan, če hočeš reči dober dan, je dovolj beseda ena, to je hov. Greva domov! Ja, greva, 3, 4, zdaj, nazaj! Protagonista, mimični lutki, v eksistencialno vjačnico pogledata skozi temeljna vprašanja. Kako, zakaj, kaj? S kako veliko žlico bodo gledalke, gledalci prišli po modrost? Kaj praviš? Ja, jaz mislim, da to bo predvsem ena zabavna, duhovita igra. O Dinotu in Mini Zavru, ki iščeta vprašanja. Recimo, zakaj, ali ribe spijo, ali se kamni kotalijo, zakaj se kamni kotalijo, kaj pomeni hov, pasji hov in tako imata cel kup vprašanj, vsaj te 3 boste izvedela. Potovanje 2 prijateljev, 2 dinozavrčkov. Mislim, da to predstava nekako za najmlajše in mislim, da bodo tudi starši
in vsi ostali uživali zraven. Sem močno prepričana. Gre pa za mimične lutke, neke sorte Muppet lutke. Ko sem prvič videl, sem tako rekel, to je pa Frači dol od Jima Hensona, ko so res taki, tako da so take Muppet, nekako bo vizualno bo tudi zelo lepa, taka 3D. Brane, hvala ti za tole potovanje in ti Hvala privoščim tebi. še veliko vijuk na tej tvoji ožarjeni poti. Kako lepo. Hvala. Hvala tudi vam za vašo pozorno prisotnost. Bodite nezaslišano lepo. Srečno.